Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Delovna akcija na dvorišču Krozeja. Literarni večer Ksenijo Trs. 7. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. V vojašnici obeležili dan Rudolfa Maistra. Kegljači Impola v derbiju premagali Fužinar. Poraz odbojkaric Bistrice proti Lendavi. Nogometaši Bistrice zmagovito zaključili prvi del sezone. V okviru projekta Pestro mesto je ob koncu tedna na dvorišču Krozeta potekala delovna akcija. Udeleženci so uredili dnevno sobo za druženje in počitek, ob ograji pa so postavili galerijo na prostem ter poskrbeli za ozelenitev območja. Torej danes je neke vrste postavitev, torej plod tega, kar smo si izmislili. Torej gre se za tako imenovano dnevno sobo, v kateri bodo klopce, koši, za katere smo ugotovili, da manjkajo tukaj na tem prostoru, na manjšo zasaditev in pa tudi neke vrste galerija. Torej včeraj so že prišli otroci iz osnovne šole sem in so poslikali tla z sporočili, ki so tudi vezane na naravo. Bistvo je želimo, da tudi malo prebivalci razmislijo o tem, na kak način, kako želijo, da izgleda prostor, v katerem se oni gibljajo in ali potrebujejo prostor za druženje. In tudi glede na to, da se ta prostor trenutno vzpostavlja kot neke vrste prizorišče, kakšno naj to prizorišče bo. Gospe za projekta Pestro mesto, torej na občini, zagotovo bodo spremljale in si želijo kakih povratnih informacij, sploh kakšnih pozitivnih oziroma konstruktivnih, če ima kdo kakšen predlog, da bo usmerjen v to, kako bi oni to izboljšali. Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic so pretekli ponedeljek v knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica gostili literarni večer s Ksenijo Trs, ki je predstavila svojo knjigo Potujoči utrinki. Ksenija Trs je potujoča knjižničarka že več kot 30 let. V Potujočih utrinkih pripovedujejo o čudovitem poslanstvu knjižničarjev, potujočnikov, ki svojimi bralci tkejo prav posebne vezi. V knjigi izvemo, kako so se potujoče knjižnice razvijale in širile, kako je pri nas in kako na tujem. Dejstvo je, da so te stacionarne knjižnice predvsem v mestih. Mi smo pa dejansko obiskovali vasi, odročne kraje, pa je še sedaj, ker ni ali stacionarne knjižnice, ali je ni v bližini, ali so mogoče samo šolske knjižnice. Ko ti pride recimo otroci, ali pa ko smo videli, so kar recimo mamike prišle iz Furtoho, skoraj je motko pustila tam zunaj pred vrati na bibliobus. Najprej so opravičevala, samo morala sem pa, samo pridi, vzemi, pa tudi če samo pogovor. Pa če samo pogovor enkrat, pa če samo pogovor dvakrat, tretjič bo te prihajala po knjige, bo članarino plačala, bo dejansko naša članica in pa še eno povezovanje. In to je cilj in to je tudi poslanstvo potujočega knjižničarstva. Povezovanje in širjenje obzorij, tako kot je ta moto tega letošnjega praznika splošnih knjižnic Slovenije. Tu ne povezujemo samo kraje s krajem. Dejansko so se na bibliobusu dobivali, se srečevali, se pogovarjali. Povezujemo tudi recimo te kraje za stacionarno knjižnico, ker hkrati, ko se pri nas nekdo včlani, je potem tudi član druge knjižnice. Recimo otroci rastejo, grejo v srednjo šolo, grejo naprej, spet koristijo. To je dejansko vse se širi, vse se povezuje. In naš slogan slovenskih potujočih knjižničarjev je naše poti so vez med ljudmi. In dejansko je to moto bibliobusarjev celotnega sveta. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je preteklo sredo sešel na 7. redni seji. Svetniki so uvodoma sprejeli ugotovitveni sklep, da je magistrici Jožici Planinšec-Deržek prenehal mandat članice občinske svetnice in potrdili mandat novi občinski svetnici Sari Goričan. Občinski svet je v nadaljevanju seje v prvi obravnavi sprejel program svojega dela za leto 2024.
Svetniki so potrdili tudi nekaj odlokov, in sicer odloka o spremembah in dopolnitvah o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica in o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov v mestnem predelu Zagrad in odlok o dopolnitvi odloka o ureditvi cestnega prometa na območju občine ter sklep o določitvi nadomestila za porabo električne energije za polnjenje električnih vozil. Trenutno je v predlogu sklepa, da se za storitev polnjenja torej določi cena 22 centov po kilovatni uri z davkom, za vsako začeto polnjenje pa se v bistvu plača tudi pristojbina oziroma neke vrste čaščnina v višini 20 centov z DDV-jem. Torej, tukaj je nekaj občin, ki so za moje pojme primerljive oziroma kjer se ta električna polnjenje tudi zaračunava. Moramo povedati, da je pri trenutni ceni elektrike, ki je cirka 0,17–0,18 torej na kilovatno uro, pomeni, da z tem stroškom, ki ga bo posameznik, ko bo prišel torej si polniti električni avto, se bo praktično pokril strošek, ki ga ima občina oziroma tudi v določenih merih tisti, ki plačuje torej porabo elektrike na tej električni polnilnici, nekje pokril, nekega posebnega zaslužka ni, torej gre za pokritje stroške elektrike ter tudi plačilnega prometa, torej tudi samo storitev polnjenja, tako da predlagamo torej ceno 22 centov za polnjenje in pa 20 centov za sam pričetek polnjenja. Poleg tega je občinski svet sprejel investicijska projekta za rekonstrukcijo cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi ulici in pri ključnih ulicah ter za komunalno ureditev aglomeracije 20.009 Slovenska Bistrica. Svetniki so sprejeli tudi akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Slovenska Bistrica in se seznanili študijo izvedljivosti ukrepov trajnostne mobilnosti v občini. Ob koncu so potrdili še nekaj premoženjskih in kadrovskih zadev. Ob dnevu Rudolfa Maistra so člani slovenjebistriškega društva General Maister v spominski sobi v vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica položili venec. Zbrane sta pozdravila predsednik društva Generala Maistra Slovenska Bistrica Božidar Zorjan in poveljnica vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica Mojca Lah. Obeležitev je z recitalom popestrila Jana Jeglič. Možje, z glave pa uhoke kosmate, k nam sveti Martin gre v svate. Namesto las in brade, za uhi mu suhi grozdi vise. Po vratih trka ves dan do večera in kjer se ustavi, tam kolje gosi. In kamor pride, tam pipe odpira in koder prisede, berače gosti. O, sveti Martin je domač gospod, še kmeta pozdravlja, z novinom v grenke dolgove popravlja, zato pa ne sme kar tako odtot. Dekleta, na mizo vina, izpili ga bomo bokal ali dva na čast gospoda Martina, da drugo leto še boljšega da. V tretji keglaški ligi Vsod so ekipe odigrale 7. krog. V tem krogu je bil na keglišču v Slovenski Bistrici odigran derbi med ekipo Impola in Fužinarja. Vodilna ekipa Impola se je s prepričljivo zmago 6-2, v podrtih keglih je bilo 3170 proti 3118 še bolj utrdila na prvem mestu prvenstvene lestvice. Keglamo nad pričakovanji, morate vedeti, da mi smo zdaj v 7 krogih, z današnjim krogom že imamo 5 zmag, samo en poraz, tako da jaz pravim, da če bo šlo tako naprej, vsaka čast fantom, ki se borijo pa kegljajo za srcem za ta klub. V tem pomembnem obračunu so zmage za Impol prinesli 4 keglači družine Topolšek. Največ kegljev 552 je podrl glava družine Tadej. 3 sinovi pa, Primož 547, Tilen 524 in Marko Topolšek 519 kegljev. Letošnji odmevni ukrepitvi Primož Kuhar in Denis Verčko sta tokrat svoja dvoboja izgubila, vendar sta v novi sredini zadovoljna in pomembna člena ekipe. Mi dva smo se z Denisom kaj povedal priklopila, upamo, da tako naprej. Začetkom sezone ni bilo tako dobro, ampak zdaj pa vedno se stopnjuje forma in upamo, da tako naprej. Zraven omenjene šesterice sta v ekipi še Ivan Štefanič in Daniel Papotnik.
ki je kot vodja ekipe ponosen tudi na člane ekipe, ki se borijo za vstop v izbrano vrsto Slovenije v svoji starostni kategoriji med mladinci. Ja, to so naši trije fantje, Tilen, Marko pa Primož, ki grejo kandidirati za državno reprezentanco mladincev, tako da jaz pravim, da so uspehi lahko vedno, tudi želim njim, da bi se mogoče uvrstili v državno reprezentanco. V klubu tudi dobro vedo, da je za uspeh potrebno garati in da bližnjic tukaj ni. Mi smo rekli, če nam tak gre, ko nam gre zdaj, je super, če se pa zgodi, da slučajno bomo prišli prvo B ligo. Odbojkarice iz Slovenske Bistrice so v 6. krogu na domačem parketu izgubile proti ekipi Lendave, rezultat je bil 1-3. Odbojkarice iz Slovenske Bistrice so kot iz odbojkarskega učbenika odigrale in dobile uvodni niz proti ekipi Lendave. Niz, ki se je končal v 20 minutah s končnim rezultatom točk 25-21 in vodstvo tekmi z 1-0, pa je bil slaba napoved za nadaljevanje srečanja. Ja, nismo imeli sprejema, podaje niso bile v redu, napad po stranu, ni šlo nič po plonih. V drugem nizu se je prav očitno videlo, da so Bistričanke brez sprejema in tistega za njih prepoznavnega začetnega udarca. Sicer so v nizu povedle s 3-0, Rahletova pa je prispevala točko za 7-2. Po tem rezultatu pa so domače dovolile, da so se igralke v belomodri opravi vrnile v niz in tekmo in dobile niz 25-17 ter poravnale v tekmi na 1-1. Potem drugi set tudi mislim, da smo gubile 7-1, menda celo, ampak smo se pobrali in od takrat dalje smo suvereno igrali celo tekmo. Tretji niz vodstvo s 3-1, pa zasuk v prid Lendave 3-6 in nato 13-16. Sagadinova pa je dosegla točko za priključek 19-20. Varovanke Marka Pongračiča so imele v tem nizu kar 2 zaključni žogi, vendar so pri izidu 24-23 in 25-24 gostjam dovolile, da so dobile niz s 25-27. Ja, ne vem zakaj, nismo napadali žoge, samo šikali smo, s prsti davali in to nas je privedlo do poraza. Četrti niz je Kristanova odprla z odlično točko na mreži. Svoje je dodala tudi Rožanceva. To pa je bilo tudi vse, kajti nadaljevanje je bilo po prekmurskih notah. Bistričanke so dosegle 20, Lendavčanke pa 25 za zmago v tekmi s 3-1. Res smo fejst vesele. Prišli smo sicer po zmago, ampak smo vedeli, da bo težka tekma in da bomo res morali odigrati najboljše, kaj znamo, da nam bo uspelo. Kaj pomeni poraz za nadaljevanje? Nič, ne vemo, da bomo v ligi ostale, da se bomo borili naprej, tako da nas to ne toliko zmoti, ampak bo treba malo bolj skupaj stopiti kot ekipa pa pokazati boljše igro, ker vse vemo, da smo sposobne tega. Tekma 18. kroga med domačo Ketijem Impol Bistrico in Jadranom iz Dekanov je postregla z izredno dinamiko samega tempa igre. Glede na vremenske razmere, ki vladajo v tem času, se je igralo odlično srečanje za številne gledalce, ki so prišli na ta zadnji prvenstveni obračun pred zasluženim odhodom na zimski oddih. Srečanje pa sta ovekovečili 2 nogometni imeni, ki prihajata iz domačega kluba. To je strelec edinega gola na tekmi Rok Frešer, ki je s pomočjo gostujočega branilca Ljutiča žogo poslal za hrbet vratarju Gabriču. To se je zgodilo v 11. minuti srečanja, ko se je postavil že tudi končni rezultat tekme 1-0. Pa ja, neka odbita žoga, vletel sem v globino iz drugega plana, pa sem bil sam pred golom in sem streljal. Na koncu se je odbila gol, hvala Bogu, in smo zmagali. Da pa so vse 3 točke ostale doma, pa ima največ zaslug vratar Primož Fridrik. Ta je namreč v 94. minuti že v globokem sodnikovem dodatku bravorozno ubranil strel z 11 metrov. Ja, pred tekmo smo imeli tudi priprave na to. Pogledali smo video posnetke, ampak na kraju, ko je prišel do tega, sem se odločil sam in reagiral v tisto stran. Ja, to je meni veliko na samozavest. Rad bi se zahvalil vsej ekipi, ki je garala celo tekmo, ampak ko je prišel do neke točke, sem jim mogel to nekako povrniti. Strel z bele točke je izvajal izkušeni Leon Sever, ki pa tokrat ni razveselil svojih soigralcev.
Moram priznati, da mi je žal za zgrešen penal prav zaradi fantov, ki so dali vse na igrišču in ta točka bi sigurno bila lepa popotnica v drugi del, ampak ne glede na to smo pripravili dobro in drugi del probali otvoriti zmago. Če smo v prvem delu videli gol, ga v drugem nismo dočakali. Bilo pa je veliko lepih poizkusov z obeh strani. Izpostaviti velja 2 priložnosti, ki sta imeli velik priokus po spremembi izida na semaforju. To se je zgodilo v 78 minuti, ko je Tadej Zonta udaril čez gol. V isti minuti pa je takole svoj napad zaključil Luka Pršo, ki je v igro stopil v drugem delu. Bistričani so s to zmago prvi del prvenstva, ki je bil odigran v 18 igralnih dneh, zbrali 30 točk in bodo prezimili na visokem 6. mestu. Nekaj akterjev bistriškega kluba pa smo povprašali, katera je bila za njih najprvenstvena tekma in kako so videli to prvo polsezono. Pa rekel bi, da tekma v gosteh pri Brinju Grosuplju. Tam smo igrali sicer 1-1, ampak se mi zdi, da je bila neka prelomnica za potem pozitiven 3 niz tekem. Mojih tekem je malo, ampak mislim, da ta zadnja. Odločil bi se za prvo tekmo proti Dekanom, se pravi tam v Dekanih. Tam mislim, da smo začeli igrati to, kar želimo igrati. Tam smo se najbolj izkazali, imeli smo največ priložnosti in tudi rezultat je bil izraz tega. Mislim, da je bilo 3-0 ali 3-1, tako da smo zdominirali in tista bila najboljša tekma po mojem mnenju v sezoni. Zame osebno, pa verjetno tudi za ekipo, je najbolj pomljiva tista tekma proti Biljam na domačem terenu, ko se je končala 4-3. Na tisti tekmi sem tudi zadel, s tem, ko sem prišel iz klopi. Najbolj sem si jo pa zapomnil tudi zaradi tega, ker je na nek način začela to našo, oziroma nadaljevala to našo dobro situacijo, ki se je dogajala v klubu, da smo tudi na tak način tekmo po zaostanku 3-1 tudi obrnalo naš prid. Pa za mene je bila prejšnja domača proti Rudarju lepa zmaga, spet 1, veliko zadetkov, dobra igra, tako da mislim, da bo to moja najboljša tekma sezone. Kaj pa točkovni izkupiček, 30 točk, 6. mesto, kako ocenjuješ tole polsezono? Pa če gledamo točkovno dobro, so bile tekme, ko bi lahko odnesli več točk, mogoče nabrali večjo število, ampak smo zadovoljni, no. Pa se potrudimo še na drugem delu, da še jih več zberemo in je to. Sezona ima vzpone in padce, ampak najvažneje je bilo to, da smo tudi na domačem terenu zdaj sezono to polovico zaključili z pozitivnim izkupičkom, se pravi 3 točk, in da bomo lahko, se pravi, spomladanski del začeli tako, smo si ga zamislili, pa napadali še tista višja mesta na prvenstveni lestvici. Smo zadovoljni, sicer bi lahko bilo boljše, nekaterih tekem bi lahko odnesli več pik, ampak strokovni štab je zadovoljen, tako da smo tudi igralci srečni. Če pa tale jesenski prispevek in s temi izjavami tvojih soigralcev zaključimo tole nogometno javljanje za Slovenijo bistriško športno javnost, kako bi se izrazil o tistem 12. igralcu, to je o gledalcih, ki so vas spremljali v tej polsezoni? Super, vsi se zavedamo, da na igrišču je tudi pomembna podpora gledalcev, navijačev, vseh, zahvaljujemo se tudi našim violam. Ja, to nam da še nek dodaten zagon, tako da najlepša hvala vsem. Slovenija bistriški šport je bogatejši za en velik zgodovinski imenik, kajti nogomet se v Slovenski Bistrici igra že 65 let. Mi pa poglejmo, kako je bilo na Klečani akademiji v bistriški športni dvorani. Nogometni klub iz Slovenske Bistrice je s prireditvijo svečane nogometne akademije v športni dvorani počastil zavidljivih 65 let delovanja. Prav lepo izpeljana prireditev, na kateri je bilo veliko uglednih gostov, je svoj vrhunec doživela prav ob koncu tega dogodka. Kajte na veličastni podi je stopila večina aktivnih akterjev bistriškega nogometnega kluba. Otroci, ki žogo brcajo v vrtcu, v osnovni šoli, tekmovalnih selekcijah ter do članske vrste, ki v zadnjem obdobju med drugoligaško konkurenco kroji tekmovalni vrh. Za uspešen tekmovalni mozaik pa skrbijo tudi športni delavci v klubu. V prvih vrstah pa je upravni odbor, na čelu katerega je predsednik Roman Stegne. Bi pa zdaj še izrabil to priložnost, da bi se zahvalil vsem tvorcem, ki ste v zadnjem obdobju sodelovali v uspešni zgodbi
uspešni zgodbi nogometnega kluba, pa če začnem kar pri vodstvu in vsemi strokovnimi delavci, ki jih je en kup v klubu, z lokalnim okoljem, z občino, športno zvezdo, zavodom za šport, Nogometna zveza Slovenije in ostale zveze okoli. Posebna zahvala seveda našim otrokom, igralcem, predvsem pa staršem. Starši tvorijo eden pomemben steber delovanja našega kluba, ker vlagajo ogromno časa, ogromno energije in tudi denarja za funkcioniranje celega pogona. Seveda ne smem pozabiti naše zveste sponzorje, obstoječe in bodoče, ker brez njih verjetno tudi te zgodbe ne bi bilo, zagotavljajo naš proračun, ki je sicer skromen, ampak moto tudi tega delovanja je tak, toliko ko uspemo zbrati, toliko lahko razdelimo, obljubimo toliko, ko lahko damo in to je tudi vrednota kluba, za katero klub tudi živi in deluje. Odločilne poteze za uspešno klubsko dejavnost pa vleče predsednik Vito Martinčič, ki si v prihodnje želi še boljše rezultate, ki bodo pogojeni še z boljšimi pogoji za delo. Slovenska Bistrica spada med industrijsko najbolj razvite občine v Sloveniji, zato se cilj postavlja sam od sebe. Preboj v prvo slovensko nogometno ligo tako v članski kot v mladinskih ligah. Na tej poti pa moramo urediti pogoje za dosego tega cilja. Logistično je klub prerasel okolje. Veliko in malo igrišče z umetno travo je preobremenjeno s selekcijami nogometne šole. Glavni štadion z naravno travo je bil izdelan leta 1968 in kvaliteta podlage in trave ne zastujeta kvalitetnim standardom. Nočne tekme so privlačnejše za sponzorje, zato je nujno potrebno urediti reflektorje. Tej priložnosti v imenu vseh naših igralcev, vodstva in članov kluba naprošam župana dr. Ivana Žagarja in predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića za pomoč pri sanaciji glavnega igrišča in ureditvi trenažnega centra s travnato podlago za treninge nogometne šole in članske ekipe. Kot odgovor za finančne izzive predpogojev za dosego velikega cilja se je klub na letošnji volilni skupščini tudi organizacijsko preoblikoval. Operativno delo v klubu je prevzel izvršni odbor kluba, medtem ko je urejanje finančnih podlag in upravljanje s klubom prevzel upravni odbor kluba, ki ga sestavljajo predstavniki naših glavnih sponzorjev. Ob visokem jubileju je na prireditvi od zadovoljstva žarel tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. Jaz izjemno rad pridem na take dogodke, posebej v sredine, ki zelo veliko dajo na delo z mladimi. In tukaj v Slovenski Bistrici je bilo evidentno in vidno tudi po rezultatih, ki jih je ustvarila članska ekipa, da to ni možno brez odličnega in zelo pomembnega ukvarjanja z mladino. In videli smo, sami so povedali, da imajo 500 otrok v mladinskih šolah, videli smo, da delajo tudi po vrtcih in to je model, ki ga morajo uporabljati vsi slovenski klubi. Jaz se pogosto z njimi pogovarjam, ker rečejo, da zveza mora narediti marsikaj, seveda, ampak ključno je, da klub v svojem okolju zvabi otroke v nogometni klub, da jih veže na nogomet in to se v Bistrici dogaja. Seveda to je težko brez infrastrukture, ki je pomemben dejavnik sodobnega ukvarjanja z nogometom in tukaj v Bistrici delajo tudi na tem segmentu in kot slišimo, tudi imajo v planu in programu, da naredijo razsvetljavo, da posodobijo travo, naravno travo in naredijo še eno igrišče, tako da so načrti ambiciozni in mi jih bomo pri tem podpirali. V Nogometni zvezi Ptuj pa so veseli, da je klub tako uspešen in da je sestavni del te nogometne zveze. Najprej moram reči, da naša medobčinska nogometna zveza Ptuj pokriva 36 klubov na področju upravnih enot Slovenska Bistrica, Ptuj in Ormož in seveda z veseljem moramo pohvaliti NK Bistrico za izjemne rezultate na različnih področjih. Na eni strani je treba pohvaliti tekmovalne rezultate, na drugi strani športno infrastrukturo, predvsem pa to, da imajo veliko dela z mladimi, kajti tisti, ki delajo z mladi, imajo tudi svetlo prihodnost. Zahvaliti se treba vsem tistih, ki so v teh 65 letih ustvarjali klub, seveda je pa zdaj vodstvo, ki ima spet nove ambicije, nove cilje in jaz sem prepričan, da bo to v prihodnosti realiziralo. Bistriški klub je vsej svoji zgodovini vedno iskal tudi sodelovanje z drugimi klubi, ne glede na rang tekmovanja. V nogometnem klubu Maribor so vedno imeli odprta vrata. Prvo mislim, da si Slovenska Bistrica zasluži absolutne pohvale
za vsa ta leta, kaj so naredili, predvsem zadnja leta, ker glede na številčnost, glede na ljudi, ki tukaj delajo, je to daleč največji klub v tem okolju in jaz jim iskreno čestitam. Dejstvo je, da pač mi sodelujemo v okviru šole, logično, imajo kar vrata pri nas odprta, mi pri njih tudi, smo tudi na to ponosni. Jasno, mi sodelujemo mi delamo pač na malo višjem nivoju, ampak ne glede na to, Bistrica dela odlično delo in jaz jim res še enkrat v imenu kluba čestitam. Preden pa bo zgodovino kluba s svojim zapisom predstavil Ivan Simonič Janko, še glasbeni vložek, za katerega bo poskrbela Lana Leskovar. Si mlad, se ti zdi, da v sveti na dlani leži in brezskrbno verjameš ljudi, ki so ob tebi bili. Pride čas, ko spoznaš, da v resnici jih sploh ne poznaš, ko jim gledaš iskreno v oči, višmari ni. Kdo še verjame, le kdo še verjame, V letih po drugi svetovni vojni se je šport ponovno začel prebujati. Enako je bilo z nogometom. Veliki problem je bil, ker nogomet v Slovenski Bistrici ni imel primernega igrišča. Želja po nogometu je bila velika, zato so leta 1955 ustanovili nogometni klub Metalurg. Treningi so se izvajali v jami, v parku. Prvi uradni zapis o registraciji kluba datira v leto 1958. Težave z nogometnim igriščem so pripeljale do razpada nogometnega kluba Metalurg. Nogometni navdušenci so vztrajali. Prej in hitro po razpadu se je organizirala sekcija za nogomet, ki jo je vodil DTV Partizan. Tekmovati so začeli pri MNZ Maribor. Istočasno se je začela izgradnja nogometnega igrišča. Igrišče je bilo izgrajeno na današnjem prostoru leta 1962. Leta 1965 se vodstvo kluba odloči, da izstopi iz DTV Partizan in klub dobi novo ime NK Osankarica in prestopi v Medobčinsko nogometno zvezo Celje. Takrat je klub nastopal v takratni conski ligi.
Po reorganizaciji nogometa leta 1978 je bil ustanovljen Medobčinska nogometna zveza Ptuj. NK Osankarica je preusmerila vse selekcije pod okrilje MNZ Ptuj, kjer tekmuje še danes. V 80 letih članska ekipa ne beleži vidnejših rezultatov, uspešnejše so mlajše kategorije. V letu 80-81 mladinska ekipa nastopa v prvi slovenski mladinski ligi. V sezoni 1989-1990 se članska ekipa uvrsti v tretjo slovensko ligo Vzhod. Po osamosvojitvi Slovenije nastopi reorganizacija nogometa in nogometna Osankarica nastopa v drugi slovenski članski ligi. To je bilo v sezoni 91-92. Takrat se klub preimenuje v nogometni klub Impol. Po izpadu iz druge slovenske lige klub tekmuje v tretji slovenski ligi vse do sezone 95-96, ko izpade v ligo Medobčinske nogometne zveze Ptuj. Leta 1996 klub menja ime in postane NK Bistrica iz Slovenske Bistrice. V sezoni 99-2000 se klub uvrsti v tretjo slovensko ligo, iz katere žal izpade že po prvi sezoni tekmovanja. Že naslednje leto se vrne v tretjo slovensko ligo, v kateri nastopa do sezone 2004-2005. Izpadel je v novo ustanovljeno Štajersko ligo, kjer nastopa do sezone 2009-2010, ko zasede prvo mesto in se uvrsti v tretjo slovensko ligo. V letu 2015 je izpadel iz tretje lige in 2 sezoni nastopal v Superligi Medobčinske nogometne zveze Ptuj. Po 2 sezonah se ponovno uvrsti v tretjo slovensko ligo Vzhod. Prelomnica v pozitivni smeri je bila v letu 2000, ko nogometni klub Bistrica ustanovi nogometno šolo z imenom Nogometna šola Mladena Dabanoviča. Nogometna šola ima od ustanovitve vse selekcije, ki uspešno branijo barve nogometnega kluba Bistrica. Leta 2018 se šola preimenuje v nogometna šola NK Bistrica. Rezultati šole so vidni predvsem v mlajših kategorijah. Kadeti in mladinci nastopajo v drugi slovenski ligi, U15 pa se v sezoni 2005-2006 uvrsti v prvo slovensko ligo. Leta 2006 je bila v športnem parku zgrajena tribuna za 1000 gledalcev. V notranjosti tribune je možno izvajati treninge v zimskem času. Velika pridobitev za klub je bila izgradnja malega in velikega igrišča z umetno travo. S to izgradnjo so se izboljšali pogoji za trening nogometašev tudi pod neugodnimi vremenskimi pogoji. Danes nogometni klub Bistrica praznuje 65 let od prvega uradnega zapisa v register. Če bi današnjih 65 let razdelili v obdobje po 5 let, bi lahko z gotovostjo ugotovili, da je zadnjih 5 let bilo najbolj turbulentnih in najuspešnejših v zgodovini. Najprej nas je pobožala korona. V tem času se nogomet ustavil ne samo v Slovenski Bistrici, ampak nasploh. Prepoved prehodov med občinami, prepoved treniranja je nogomet potisnilo kar za nekaj časa nazaj. Ampak klubski zanesenjaki v prvih vrstah z ambicioznim predsednikom so vse to prebrodili in sestavili ekipo, ki je bila konkurenčna v tretji slovenski ligi. Ne samo v tretji slovenski ligi. Ekipi je v drugem poskusu uspel preboj v drugo slovensko ligo. To je bilo v sezoni 2022-2023, kjer ekipa nastopa že drugo leto uspešno. Danes ekipa pluje s polnimi jadri v drugi slovenski ligi. Nastopa pod imenom NK Keti Emi Impol Bistrica. Ob tej priliki čestitke vodstvu kluba, velika zahvala vsem sponzorjem in hvala vsem gledalcem, ki svojim spodbujanjem pomagajo članski ekipi k boljšim rezultatom v upanju, da nekoč morda pa. NK Bistrica se danes trudi dvigniti nivo preživetja prostega časa mladih v naravi in gibanju. Svoje poslanstvo uresničuje skozi kratkoročno in dolgoročno zastavljene cilje, ki jih dosega z vlaganjem resursov in finančnih sredstev v treninge mlajših generacij, v izobraževanje strokovnega kadra in v oblikovanje cenovno konkurenčne vadbe. Nogomet predstavlja odličen temelj za zgradnjo osebnosti, saj mladega človeka nauči, da svoje poraze prenese športno in zmage slavi z glavo.
V vsej svoji zgodovini se lahko Bistričani pohvalijo tudi z igralci, ki so oblekli dres z državnim grbom. Svojo tekmovalno pot sta v domači nogometni šoli začela Lanej Bakščič, reprezentant selekcije U17, in Lukas Tomažič, ki je član selekcije U18. Prvi koraki so se začeli približno pri dobrih 6 letih. Že od malih nog sem zelo rad igral nogomet in z trudom in trdim delom sem prišel do kjer sem. Prestop v Maribor mi je dal neko novo motivacijo, da bi prišel do novega članskega nivoja in pokazal Sloveniji, kdo sem. Bi se rad zahvalil klubu NK Bistrice, ker sem začel svojo nogometno pot pri 6 letih. Te časov v NK Bistrici se zelo rad spominjam, saj so bili lepi časi in smo doživeli enih par lepih uspehov. Številko 1 na dresu državne selekcije U15 in U21 pa je nosil tudi Domen Gril, ki trenutno igra v drugi portugalski ligi, kjer je bil v sezoni 2022-23 proglašen za najboljšega vratarja druge lige. Ja, liga je definitivno zelo močna. Ko sem prestopil v akademiko, sem na začetku imel nekaj težav z privajanjem na nivo lige, na to pa od tej na zadnji sezoni, kjer sem osvojil tudi nagrado najboljšega golmana, nekako dorastel izzivu in suvereno odbranil celotno sezono. Svojo nogometno pot pa je v domači Bistrici začela tudi članska ženska reprezentantka Kaja Korošec, ki je po igranju v prvi ligi za Beltince sedaj igra v Franciji pri sloviti ekipi Pariza. Ja, mislim, da po vseh dosežkih v teh par mesecih, kar sem tukaj, je res odlično. In osvajamo vse, kar se je dalo, in to so res, počasi se uresničuje vse sanje s tem prestopom in upam, da se samo nadaljuje. Nogometne tekme v športnem parku si ogleda tudi župan dr. Ivan Žagar. Tudi tisto v polfinalu slovenskega pokala proti Mariboru ni izpustil. Ponosen pa je na lepo zgodovino, ki so jo prehodile vse generacije nogometašev do sedaj. Za nogometni klub Slovenska Bistrica si vse upam trditi, da ima v zadnjih letih res tak pravi razvojni moment in zato jim gre res iskrena čestitka in iskrena čestitka gre tudi za vse rezultate, ki so jih dosegli v številnih kategorijah, kjer nastopajo. In jaz jim samo želim, da tako seveda nadaljujejo. Zdaj mi zelo težko sledimo takemu spolno, če govorim seveda iz tega javnega dela, predvsem poskušamo te stvari pokrivati tudi z investicijami, no ne nazadnje danes v športni dvorani, ki je bila pred slabim letom obnovljena, pa tudi na nogometnem področju se kar nekaj dela in načrtuje, tako da poskušamo tudi s to infrastrukturo slediti seveda razvoju športa in razvoju nogometa. Zdaj posebej sem vesel in rad slišim, da so številne mladi vključeni v šport. Meni se zdi izjemno pomembno, da pač mlade iz te digitalne sfere pretegnemo tudi v analogno sfero športa. To je še posebej pomembno in tudi zato gre so priznanje športnim delavcem v nogometnem klubu. Zdaj vemo pa, da seveda nogomet spremljajo tudi številni drugi. Na eni strani starši, ki pomagajo številni športni delavci, ki skrbijo za to, da šport uspešno deluje. Ne smemo pozabiti tudi navijačev, verjetno, tudi brez navijačev ni nogometa, pa verjetno še koga. Tako da želim tudi v prihodnje, torej športnemu nogometnemu klubu Slovenska Bistrica še naprej sledenje svojim ciljem, uspešne nastope, uspešne rezultate, v to seveda ne dvomim, veliko golov, med drugim tudi dobre sodnike, tudi na to ne smemo pozabiti, še naprej ta prave navijače, vse tiste, ki volontersko delajo, da še naprej tako uspešno delajo, tudi dobre sponzorje, tudi brez teh ni, vemo, kako je s tem, zdaj občina pa se veste tako. Torej, vse dobro, čestitka in vse dobro vam želim. Odlično delo v klubu opravljajo tudi trenerji, ki vodijo različne selekcije glede na starostno kategorijo. Za prihodnost pa v klubu skrbijo nogometni pedagogi, ki uspešno trenirajo nogometne krožke po različnih osnovnih šolah in občinah. Vodja nogometnih krožkov David Očko. Ja, moramo vedeti, da mi smo začeli z nogometnim krožkom leta 2018 z 120 otroci
Med korono dejansko nismo delovali, ker so bili ukrepi pač takšni, kot so bili. V letošnjem letu pa delujemo v radiusu 50 km okoli Slovenske Bistrice na 20 lokacijah in je v naš nogometni krožek in nogometni vrtec vključenih 330 otrok. Nogometni klub pa je na svečani akademiji podelil tudi zahvale in priznanja posameznikom, podjetjem in klubom. Najbolj svečana pa je bila podelitev plaket, ki so jih prejeli. Nogometna zveza Slovenije, občina Slovenska Bistrica, Mojstrovina d.o.o., Impol 2000 d.o.o. in Aluminium Keti Emi Bistrica. Da na Mladih svet stoji, pa so potrdili člani pevskega zbora osnovne šole Pohorskega odreda, ter tako nogometni klub Bistrico pospremili novim izzivom naproti.